frizuro, spet imam oranžne oziroma ginger lase, jej! Živijo, dobrodošli spet nazaj na naš kanal, moje ime je Kaja Solo in danes bomo v bistvu govorili o vseh mojih frizurah skozi leta. Vem, da zdaj nimam glih najbolj urejeno frizuro, ampak sej, point je v tem, da vidite, kakaj barva, luškana, lepa. Kakor veste, jaz sem frizur zamenjala skozi leta že milijon. Pač, čisto vedno me vprašate, kje vse barve las sem jaz smela. Zato sem se odločila, da naredim video, kjer vam v bistvu vse moje frizure enostavno pač pokažem. To bo zanimivo. Začnimo na začetku. Kaj je moja naravna barva las? To. Rjavi lasje, to sem jaz za moj 3. rojstni dan. Obviously, nisem takrat še imela pobarvanih las, ker sem bila stara 3 leta. Rjava, navadna, boring, kar neki. Sem bila pa kar tak dost cute otrok. By the way, moj fotor ima čisto naravno črne lase. What the fuck? Ok, naprej imamo še vedno boring barva las, sam to, da vam pokažem, kakaj je bila tudi kasneje, ker moja barva las v bistvu nič se ni stemnila, nič se ni posvetlila, skozi sem ista. Skozi imam isto naravno rjavo boring barvo las. To je mislim, da je 13. rojstni dan. Potem sem se ostrigla na kratko. Ni bila glih pametna odločitev, ne vem, kam je bilo takrat, ne vem, kaj naj rečem. To je enostavno, ne vem, weird je, pa niti si nisem znala delati frizur. A veš, samo pač bliso lasje. Takrat v bistvu nisem imela nikoli dolgih las več. Potem sem se for some reason postrigla še bolj na kratko in sem v bistvu imela tek dobesedno fantovsko frizuro nekaj cajta. Sem to obdobje svojega lifea po moje tek čist blokala out iz mojih možganov. Ker jaz se ne spomnim, da bi kadarkoli si devala gel v lase, ampak očitno na tej sliki ga imam. Jaz ne vem, tu je neki time skip očitno. Ampak pa sem pustila v bistvu lase, da mačken zrastejo in sem konice naredila mačken bolj blondne, se pravi nek tak ombre. Takrat ombre še ni obstajal, jaz sem bila po mojem prvi človek v Sloveniji, ki je imel ombre, ker moja frizerka ni vedela, kaj da fuck naj naredi s tem. Tukaj se tudi mačken bolj vidi, da sem imela že mačken svetlejše lase na konicah, ampak tu se pač ne vidi ostalo. Zgoraj sem še vedno imela moje naravno lase, ker pač valjda moja mami mi ni pustila, da si celo bučo pobarvam in pa sem si pač sam konice, lej, znajti se je treba, a ne? Potem sem se pobarvala na črno. Dejansko sem imela kar dolge lase tukaj. Če bi le znala jih vzdrževati, ker tu so bili še kar fajn zdravi, ampak pol se mi je strgal, ker sem šla na blond. Oziroma probala sem jih. Navadno ni šla lepo ven in ratalo je to oranžno, neki konice izgledajo še vedno mačken črne. O, pa zadnji je moj maček! Oh my god, črnega mucka sem imela takrat. In pa sem šla še bolj na blond. Glede barvanja, jaz če imam bleach doma, to za moje lase ni varno, ker bom barvala. So še kar približno zdravi dol. Malih je manj, ampak so pa približno v redu. In pa sem hodila biti rjava. Malo sem mogla postrišt, ker so mi lasje dobesedno... Sama sem se strigla. Vse se vidi. Ne vem, kaj naj rečem. Malo zgleda ta emo frizura, ampak ni. To je čisto vse po pomot. Ker sem rjava, to ni več moja naravna rjava, to sem barvana na rjavo. In sem skodrala lase, ful pametno, da sem še bolj uničila dejansko uničene lase, ampak lej, no tukaj se vidi, koliko so dejansko uničeni, pač ni jih, sej, zdaj ni nič drugače. Jaz sem tukaj neumna. Zdaj pa pride prvi zares bizarn cut, pa v bistvu bizarna barva. Tole. Šla sem k frizerju na srečo, da me je pobelo, ampak imela sem pol frizuro, se pravi pol glave sem imela blond, pa pol sem imela črno, ampak to mi ni bilo tako všeč in sem šla drugo polovico na roza. Tudi vijolična sicer, ampak tudi se ni neki dobro prijela. Zakaj da fuck so mi naredili Karen frizuro? Pa ne gledati, kakve knjige sem brala jaz takrat. Jesus Christ. Tudi sem v bistvu vzela stvari v svoje roke, sem si pobarvala ono polovico las na rdečo. Kar je bil honestly kar fine look. Meni je všeč. Ne bi pa nikoli več tega imela. Mislim, to je tak high maintenance, tek nikakor ne moreš nič narediti, ker pač imaš po sredini. Je bilo eksperiment. Tako da sem ugotovila, da to ni zame. In sem šla nazaj čist na črno. Kratki lasi, ker so bili toliko uničeni, da pač se druga ni dalo, sploh niso rastli. Pa sem kupila podaljške za lase in se očitno pobarvala mečkem bolj na rjavo, pa tudi podaljški so bili rjavi. Nova sestra od Kardashian, ali neki, v redu je bilo, to je okej. Potem sem mislim, da nekaj cajta pustila svoje lase primer, ker so bili črni, tukaj sem imela podaljške, by the way, in se vidi tudi zgori, tukaj se vidi, da imam rjav narastek. Zelo dolgo časa sem pustila svoje lase, da dejansko naravno rastejo, ampak itak nisem predolgo zdržala, ker
sem se pobarvala na oranžno. Kaj je ta frizz, ne vem, ampak hotela sem biti ginger. Takrat se je v bistvu vse začelo, takrat sem gotovila, da bom vsake toliko cajta spet ginger. To je moja naravno stanje, I guess. Nijam naravno ginger las, ampak veste, kaj hočem reči. Takrat sem tudi začela nositi lasulje, to je bila ena mojih prvih lasul, ki je bila čist blond, tak nek kalisi vibe in mi je bila full huda, je bila sicer sintetična, ampak zelo dobro izgleda. To je by the way v Sherlock Holmes muzeju v Londonu, takrat, ko si se lahko še dejansko dalo sedel pa prejel stvari v roke, zdaj tega ne smeš več. Pod to lasuljo sem imela pa pač to frizuro, pa spet je Benedict Cumberbatch zraven. Saj se sicer vidi tukaj, da sem to delala sama, pa da pač ni enakomerna oranžna barva, ampak je bila pa kar vibe. Pa tu sem mislim, da celo še imela neke podaljške noter, ker jaz naravno nimam to velik las, kakor lahko vidite. Potem sem naredila en drastic cut, ker sem očitno imela mental breakdown ali neki. To frizuro, ker sem jo v bistvu sama postrigla in sem imela skoraj pač nekaj kao Leonardo DiCaprio iz Titanica vibe frizuro, a sem bila pa kar happy, glede na to, da sem bila v Disneylandu. Sem dobila ene grozne podaljške, ki bili dobri san, če sem jih dala v čope. So bili dolgi, ampak nimam pojma, kaj se je zgodilo s temi podaljški. Niso bili dobri. Jaz se sam spomnim, da je bil na otip so bili ogabni. Jaz mislim, da se je neki timeline pokvaril. Ne vem, kaj gre tole po vrsti, ker pol spominov iz life sem zbrisala. Ampak spet ta horrible blond neki. Ki sem jo pa pobarvala na črno, valjda, ker je bolj izgledalo, pa ker sem takrat cosplayala Kylo Rena. In sem v bistvu zaradi cosplaya sem en dan prej rekla, a veš kaj, jaz rabim črne lase in pa sem se pobarvala na črno. Nič nisem razmišljala. Potem so mi lasje malo zrastli, pa nekaj sem eksperimentirala na konicah očitno, ker so zelene. Ja, to se zgodi, ker si preveč barvaš lase, pa ne veš, kaj delaš in pa imaš zelene lase, kar super, upam, da se mi nikoli več ne zgodi. Potem sem šla spet na rdečo, čeprav se na tej fotki ne vidi, ampak spet sem rdeča, ampak nima nobene boljše slike, I guess, od takrat. In sem postala spet rjava. To je za snemanje filma Ideš idem, greš grem, sem se pobarvala spet na rjavo, moja kao naravna barva. Taki lasje spet, ker pač mi še nič niso zrastli, tek so zgledali. Ta dolžina enostavno ni zame, ne maram kratkih las. Pa nobene oblike ni bilo spredi, nič ni bilo, jaz si takrat res nisem znala delati frizur, res nisem. Potem sem spravila barvo mečkem bolj na blond, ker sem hotela eno tipu ugajati, ne se barvati zaradi tipa, sam povem. Jaz kot blondinka se ne filam, ne vem, ne. Ta barva je tok boring, to je kar neki. Še mečkem bolj blond, pa zraven je Alan Podlesnik, so pač enostavno lasje so malo zrastli, pa mečkem sem še dala bolj na blond, nič posebnega. Blond, Potem sem dala očitno neko vijolično barvo čez. Tukaj ne dobro izgleda. Tudi oblika je cool, mislim, tak ta fotka mi je dejansko ful všeč, ampak moje lasje niso nikoli tak stali, ker niti nisem imela Dysona, takrat nisem si znala delati frizure. Je pa barva, je pa cute, sam na srečo se je hitro spravila, ker nisem jih najbolj fan vijolične. Potem je bila korona, teda nekaj cajta sem pustila lasje, da enostavno rastejo in so zrasli do neke te dolžine, pa sem v bistvu vmes nekako probala vzdržati svojo blond barvo, ki se tudi že vidi, da je vedno bolj kar neki. Niti ni enakomerna po celi buči, ker kaj sem naredila pol naprej? Šla sem k Nejcu. Tukaj sem v bistvu spoznala mojega frizerja Nejca, ki tak dela najboljše frizure. Sicer zdaj frizira sem še moja mami, ker jaz rabim terapije enkrat na mesec na način, da se sama barvam. Nejc, zelo se ti opravičujem. Obljubim, da pridem, ne me preč kregat, drugač. Ne me kregat, ne gledat mojih konic. V glavnem, pa sem šla spet na rdečo, imela sem pač daljše lase, rdeče, cute, tukaj sem tudi pač vedno bolj rdeča postajala, pa tudi lasje so vedno daljši bili, ampak ne vem, meni ful ni všeč pri mojih laseh, ker so toliko ravni, ker nimajo nobene oblike. Tudi če jih z Dysonom uredim, I guess ful hitro skapadajo in tak pol zgli zaradi tega se vsakič pol nekaj ustrižem in pol imam vedno krajše lase, pač brez veze. Jaz toliko nisem zadovoljna s svojimi lasmi. To zdaj ugotavljam, jaz enostavno nisem zadovoljna z ničemer. To so še vedno rdeči lasje, pa moj znameniti frufru. Frufru je bila najboljša odločitev v mojem lifeu, zdaj je sicer že malo zrastel, tako da pač res čakam, da grem k Nejcu, da mi ga še malo striže, ker sem ga nazadnje strigla sama in je izgledal grozno. Ampak ta moj 70s frufru, ki sem se ga naučila stilirati, je bil šefskis. In potem sem šla na rjavo. To je s fotoshootinga z Ianom, ker sem bila spet rjava in ja, vidi se, da moji lasje pač, ne vem, nočejo biti thick do konca, zaradi tega gre skozi barvam, pa ja, pač čist ravni so, pač so tako brez veze. Pač problem je, ker so čist ravni, saj drugač bi bilo cool, ampak so čist fucking ravni. Ko jih skodram, zgledajo dobro. To sem se skodrala, obviously, po moje z Dysonom. Še vedno rjava barva, zgleda mačken boljš, če je skodrano. Tukaj tudi spet temnejša barva.
ampak skodran je zelo v redu, naravno ne. In potem sem šla na črno. Hotla sem končno po dolgem času spet sprobati črno barvo in iskreno vse je bil vibe. Jaz to sem v bistvu jemala neko inspiracijo od Nine Osenar iz Swingerjev, ker sem takrat bila obsessed s to serijo, tako sem po moje že cel life. In sem hotla imeti pač tako frizuro, ki ima ona, ampak ona ima pač drugačno teksturo, drugačne lase in nisem bila zadovoljna, čeprav sem najela ene podaljške, ki sem jih dala noter. Je pa začelo izgledati približno v redu, tudi ko so bili ravni. Ampak še vseeno, jaz ne morem biti dolgo časa črna, ker je to tako boring, tak dolg cajt, da sem spet šla k Nejcu in sem si umislila moj rdeč narastek. Se pravi, rdeča je počasi prihajala nazaj, to smo bile z mami na Kubi, to je bil a moment. Pa je itak Billy si tudi naredila tako rdečo, tako da v bistvu Billy Eilish kopira za mano. Billy, stop it, nehaj to delati. No, tukaj se mečkam bolj lepo vidi, kje vse, da v bistvu bilo po celi glavi bil ta narastek in je bilo ful dobro. V bistvu smo s frizerjem s tem počasi spravljala črno barvo ven. Ker pa sem šla spet na rdečo, valjda. To je tudi naredil Nejc, pa tudi ostrigla sem se, da sem spet imela lepo zdrave laske. Upam, da ne boma tudi tokrat tega mogla narediti. Potem sem šla spet na rjavo in to je bila v bistvu moja dolžina takrat. In kakor sem rekla, ne maram kratkih las in nisem vedela, kaj naj naredim, da bojo daljši. In kaj sem si umislila? Podaljške. Ne vem, kako se jim reče, ampak pač, ki jih ne devaš ven, točno se vidi. Pač tule je en band drugačne barve, tukaj je en band drugačne barve, tukaj je približno naravna barva, tukaj so podaljški dol. By the way, jaz sem obsedena z lasmi na te točke, da dobesedno analiziram vsak film, kdo ima podaljške, kdo ima lasuljo, kdo je pobarvan. It's insane, ampak lasje so pač moja stvar. In sem jih pobarvala na črno in konice na rdečo. V bistvu konice je na rdečo pobarval Nejc. Ja, tu sem imela po moje podaljške že ene pol leta noter, kar ni glih fajn. Ful manj jih moraš imeti noter, tak pač res jih je treba pač vzeti ven pa nove oziroma še enkrat pač popraviti v glavnem. Ampak jaz sem res ful dolgo ustrajala z njimi, to da smo v bistvu smo se z Nejcem igrala in smo naredila to. Potem je bil čas, da jaz vzamem podaljške ven in to je bil šok za mene. Pač honestly, ker sem imela 10 mesecev po moje sem imela podaljške noter in kasneje dala ven. By the way, sama sem si dala ven, ker sem crazy. Je bil tole precej šok. Je bilo sicer dobro, ker sem si končno lahko normalno lasišče oprala in potem sem se odločila, da nočem biti več črna. In sem dala gor bleach in sem ostala rdeča. I guess. To je pa zdaj 1000 odtenkov rdeče, malo bolj oranžna, malo bolj temna. Tam mi sicer ni bila všeč, ampak je pa rdeča. To je tudi ena temna, ki mi ful ni bila všeč, ampak sem rabila na hitro se za neko snemanje pobarvati. Pa to je bilo še vmes. To je bilo pa med barvanjem, ker sem v bistvu šla iz črne na rdečo, sem v bistvu mogla barvo spraviti ven in to je bil rezultat, ta malo bolj ginger. Si želim, da bi na tem ostala, ampak nisem, ker sem potem imela mental breakdown, sem probala Manic Panic, čist živo rdeča. Ta barva je bila povsod. Vsakič, ko sem si oprala lase, je bila bana v kopalnici, kot da sem nekoga umorila. Sem mi pa zgledala cute. Mislim, iskreno, je bil moment za neki cajta. Ne preveč za dolgo. Jaz sem čisto pozabila, kjer vrstni red je tole bil, ampak vmes sem bila še roza. Jajks, koliko se to hitro spira ven. Pač tudi, ko se spira, zgleda ogabno. Sicer to izgleda ogabno tudi zaradi tega, ker res ne znam, ne vem, pač imela sem mental breakdown takrat, ok? Pač tak čisti, kompletno, strgalo se mi je, ampak tak zgleda, ko se spira in pač enostavno it's not pretty. Ja, pa to je bilo še vmes. Se drugače, glih ene 3 dni je zgleda dobro, pač 3 dni. Potem sem probala živo oranžno z roza konicami, ker se mi je to zdela ful huda ideja in iskreno se izgleda dobro. Ampak spet pač to sem barvala z Manic Panic in se je ful hitro spiralo in se meni enostavno se mi da do neke točke, ampak v bistvu tole se je spralo ven na tole barvo. To smo bile z mami v kinu. Spet, pač kao blond, pač jaz ne moram biti blond. Če bom jaz kdaj v življenju blond, naj me prosi eden sam. V glavnem na tole sem pa zdaj nazadnje dala to in zdaj imamo
tukaj rezultat, malo so uničeni, ok, o tem ne bomo. To so bile vse moje frizure. Povejte mi dol spodaj, katera od teh je bila vam najbolj všeč, katero bi mogoče kdaj si želeli videti. Sicer verjetno ne bom probala, ker imam lasulje v vseh različnih barvah, pa bom raje na tak način pokazala. Dejansko, naslednjič bi lahko naredili še en video, kjer prilijam vse moje fotke z lasuljami. Pa če vam je bil video všeč, pa dajte en like, da spodaj se naročite na naš kanal, komentirajte kaj in pa followajte me še na Instagramu, na TikToku, kjerkoli me lahko najdete, pa itak na mojem YouTube kanalu Kaja Solo. To je to, lepo se imejte in veliko se smejte in vidimo se naslednjič. Čau!